Kako pa bi ti rekel, glede na to, da si zdaj rekel, to jaz razumem na način, da čim bolj kontroliraš potek svojega življenja, tem, kar imaš kontrolo, pa delaš neke pametne odločitve. In pa imaš življenje več pametnih kot nespametnih in potem imaš boljše življenje. Ne? Ampak ta mama, ki si jo dal primer, ki je, ne bom zdaj rekel, vzgojila narkomana, ampak njen sin je postal narkoman, jaz tako gledam, da kako pa bi lahko ona drugače delala takrat. Zdaj v tej točki sva sedanjosti, gledava za nazaj, ona ni imela informacij, da bi delala boljše. Ne, ti si drugo. Ja. Zdaj, ko so se pogovarjala, kaj bi lahko ti naučil se iz tega, kar se zdaj dogaja, pa da bi pa skozi tak pogled, s njega predstavil, analiziral še svoje recimo prejšnje cikle in pa bi videl, da imaš vzorec. In pa je logično, če vzorec ne spremeniš, se bo ponavljal. Zdaj, če ta vzorec takšen, da ti da željen rezultat, ki si ga želiš, pa ti je v redu, pa lita ga ne spreminjaš, ga še mogoče še malo spoliraš, da je še malo boljši. Če pa vidiš, da ti recimo vzorec daje tak mešan rezultat, ne, pa razmišljaš, kako bi pa lahko ta vzorec tvikal, da bi dal boljši rezultat. Sprav, da bi obdržal dve stvari, ki mi veliko pomenijo, za sabo bi pustil pa eno, ki mi manj pomeni. Pa bi še vedno bil v ravnovesju, ne? Ne bi podaril ravnovesju. Tako, v višjem ravnovesju in pa življenje peleš na tak način, da boš vedno večkrat, da ti bo vzorec cikel, ki ga imaš pač življenjski, tako kot noč pa dan, ki se skozi ponavlja, sem je pač časovno daljši, bo vedno večkrat bil tebi bolj v korist, kot pa v škodo. Tako, kot če bi pač imel nek jugota, se da pelat. Ne? Sem pa ga lahko, recimo, ko menjaš avte, ga dviguješ na višji, recimo, kakovostni razred, če imaš tudi življenje tako, da si lahko boljši avto privoščaš. Če boš pa recimo šel v predober avto, glede na svoje prihodke, pa da bo tisti užitek, ki ti ga bo avto dal, bo imel grenek priokus. In pa boš na koncu mogoče mogel za sabo pustiti, ne vem, zakon, ker boš mogel, da boš avto obdržal več v službi, pa boš bil bolj živčen in bo žena rekla, da je s tabo, ne morem več biti, in pa boš recimo avto obdržal, to je željen rezultat, zakon bo zgubil, je pa neželjen rezultat, če bi pa drugače bi že prej preštudiral, kako napredovati, da bi recimo, ne vem, videl, kje si tenek, ne vem, pri izobrazbi ali pa pri nekih skillsih, ki ti ne omogoča, da bi imel službo z večjim prihodkom na uro dela, ne? In bi pa te skille predubil ali pa odpravil neželjene tvoje poteze osebnostne ali karakterne, ki ti onemogočajo, da recimo, ne vem, to vam velikrat, da delam s človekom, ki ima super idejo, se mi ne zna predstaviti, ker je v družini bil nepomemben in njegov glas niso upoštevali. In on, ko ima v glavu super idejo, ampak ko jo začne predstavljati, ga noben ne posluša, ker ni siguren v to, kar govori. Pa je ta super ideja mim, on dobi pa občutek, da je nesposoben, čeprav dejansko ni. Ne? In zdaj, če to zna razumeti, pa spremeni v boljšo, bo lahko idejo prodal, z njo zaslužil veliko, recimo, denarja v tem primeru, si bo kupil lahko dober avto in obdržal zakon. Ne? Na tak način ta drugi zakon, da vedno moraš pustiti nekaj za sabo, če šiti naprej, lahko uporabiš, da je bolj predvidljivo, kaj se ti bo zgodil. Lahko vplivaš do neke mere na usodo, ampak spet, ker razumeš, da sistem laufa po zakonih, je manjkrat naključje. Manj dogodkov, ko se ti zgodi, razumeš kot naključje, ker če nekaj opišeš kot naključje, pa s tem pomeni, da se odrekaš možnosti, moči, da bi vplival na to. Ja. Zdaj, če mama pač že ima
narkomana, pol za nazaj itak ne more nič spremeniti, ker je pač to že gotovo. Lahko pa preanalizira, zakaj je do tega prišlo in pol spremeni recimo sebe ali pa odnos znotraj družine in potem spremeni vpliv okolja na to osebo, ki je odvisna od mamil in s tem olajša ali pa poveča možnost, da se odvadi. Sam je itak pa spet od njega odvisen, ali se hoče ali noče, tam pa na to pa je veliko, ne moreš vplivati. Lahko pa povečaš verjetnost, da bo